Spoštovane gostje in gosti, dobro jutro, dober dan. Dobrodošli na okrogli mizi zagovornika načela enakosti o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu. Preden začnemo z vsebino, vabim predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, gospo Natašo Šip, da nas uvodoma pozdravi. Namreč pravzaprav predstavništvo Evropske komisije je naš gostitelj. Danes smo v prostoru Hiša EU. Izvolite. Lepo pozdravljeni v imenu predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in tudi pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, ki domujemo tukaj v tej hiši Evropske unije. Vam želim prisrčno dobrodošlico. Zahvaljujem se zagovorniku načela enakosti za ta dogodek, ki bo potekal cel dan. Odpirate zelo pomembno temo, ki je tudi del evropskih prizadevanj, tako imenovane Unije enakosti. Govorimo pravzaprav o uresničevanju temeljnih evropskih vrednot v praksi. Letos pa je še posebna priložnost, ker praznujemo tudi Evropsko leto mladih. In prav vključenost mladih z manj priložnostmi je ena od pomembnih tem v okviru letošnjega Evropskega leta. Tako sem zelo vesela, da ste se zbrali v tako lepem številu. Jaz vam želim zelo lepo razpravo. Se bomo v nadaljevanju z kolegi tudi pridružili in predvsem vam prisluhnili. Rada bi vas povabila tudi, da tudi v nadaljevanju, v naslednjem letu ste tukaj vedno dobrodošli. Namreč ta dvorana je na voljo tudi organizacijam civilne družbe, šolam, predstavnikom institucij za raznovrstne razprave na različne evropske tematike. Tako da imejte prijeten in uspešen deloven dan. Dobrodošli. Spoštovana gospa Šip, hvala tudi za te poudarke, kako zagovornikove teme sovpadajo z pomembnimi usmeritvami strateškimi Evropske komisije oziroma Evropske unije. Zdaj pa vabim k uvodnemu pozdravu zagovornika načela enakosti Miho Lobnika. Hvala lepa, spoštovana predstavnica Evropske komisije, spoštovane gostje in gosti. V veliko veselje mi je, da vas pozdravim na današnjem dogodku. Zagovornik načela enakosti v Sloveniji obstaja od leta 2016, ko smo uveljavili Zakon o varstvu pred diskriminacijo in s tem implementirali evropske direktive na področju enakopravnosti in varstva pred diskriminacijo. Morda že veste, zagovornik je tukaj za ljudi, informira in svetuje, potem pa tudi preiskuje prijavljene primere domnevnih diskriminacij, tako da na koncu pripravi ugotovitveno odločbo in s tem ugotavlja, ali je nek dogodek v nasprotju z zakonodajo ali ne. Veliko primerov diskriminacije pa izvira tudi iz zakonov, torej sistemskih razlogov, če lahko tako rečemo. To pomeni, da se ukvarjamo tudi z analizo obstoječe zakonodaje, kot tudi te, ki se pripravlja. Opazujemo, evaluiramo jo, analiziramo jo stališča, kaj bo prinesla ljudem, ki jih zadeva. Še vedno so pa tudi področja, kjer ni jasnega akterja, torej niti zakona, niti posameznika ali pravne osebe, ki bi povzročala diskriminacijo oziroma stanje, ki vodi v različne neenakopravnosti. Ta področja so morda največji izziv. Tukaj je potreben napor za to, da ozavestimo to, kaj se nekaterim ljudem dogaja, in mi se tega lotevamo z zakonsko predvidenim institutom posebnega poročila. Posebno poročilo poglobljeno preuči položaj določene skupine ljudi v družbi in predstavi problematiko, predstavi neravnovesja, neenakopravnosti, neuravnoteženosti za tisto skupino na tistem področju. Danes bomo govorili o tem, kako se priporočila, ki smo jih v zvezi s posebnim poročilom izdali pred dobrim letom, uresničujejo v praksi. Namreč, potem, ko s posebnim poročilom ugotovimo ključne izzive na določenem področju, pri zagovorniku načela enakosti pripravimo tudi priporočila različnim akterjem. In če smo pred 14 dnevi tukaj poslušali o položaju interspolnih ljudi in transspolnih ljudi v pravnih postopkih in v medicinskih postopkih,
bomo danes prisluhnili položaju gluhih v izobraževalnem sistemu, v popoldanskem delu pa tudi dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane ljudi. Na tem točki vas se še posebej pozdravim vse predstavnike nevladnih organizacij, tistih, ki predstavljate pravzaprav skupino, o kateri bomo danes govorili. Saj ste dragocen partner informacij za zagovornika, pa tudi sicer tisti ključni steber, zaradi katerih se, če smem tako reči, glas gluhih bolje sliši v družbi. Upam, da bomo s tem dogodkom prispevali k temu dolgotrajnemu procesu. V nadaljevanju bo kolegica Nina Prišlenkova predstavila bistvo tega posebnega poročila, kot tudi priporočila, ki so bila v zvezi s tem izdana. Sledila pa bo okrogla miza, kjer bo kolegica Jelena Aleksić s sogovorniki ugotavljala, kakšno je stanje danes na tem področju, in po prvi predstavitvi boste seveda vsi prisotni vabljeni tudi k razpravi. Dobrodošli torej še enkrat in začnimo. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Kot je bilo že predstavljeno, bom jaz danes na kratko spregovorila o vsebini posebnega poročila o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu s poudarkom na priporočilih. Zagovornik je v posebnem poročilu opozoril, da so osebe z gluhoto pri uresničevanju pravice do izobrazbe v slabšem položaju. V poročilu obravnava vprašanje njihove enake obravnave in enakih možnosti pri polnem uresničevanju vseh njihovih potencialov na področju vzgoje in izobraževanja in s tem tudi vključevanja v družbeno življenje. Zagovornik se je pri pripravi posebnega poročila osredotočil na skupino gluhih, ki za svoj sporazumevalni jezik primarno uporabljajo slovenski znakovni jezik. Ker imajo ti specifične potrebe in se soočajo s specifičnimi težavami na področju izobraževanja. Po navedbah Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije živi v Sloveniji okoli 1500 gluhih, od tega jih okoli 1000 uporablja slovenski znakovni jezik. Da gluhi v izobraževanju nimajo enakih možnosti, smo ugotovili tudi iz podatkov o izobraženosti gluhih. Ti pa kažejo, da je imel leta 2011 le 1% gluhih visokošolsko izobrazbo. Med vsemi prebivalci Slovenije pa je bilo v istem letu visokošolsko izobraženih 17% prebivalcev. V primerjavi s celotnim prebivalstvom države je torej občutna razlika oziroma nesorazmerje v izobraženosti gluhih in to kaže na dejansko neenakost gluhih na področju pridobivanja izobrazbe. Za tiste gluhe, ki govorijo slovenski znakovni jezik, je osebna okoliščina, zaradi katere so v slabšem položaju, poleg invalidnosti tudi njihov jezik. Slovenski znakovni jezik je za nekatere gluhe materni jezik in je njihov osnovni in edini sporazumevalni jezik za komuniciranje. V Zakonu o varstvu pred diskriminacijo sta med izrecno navedenimi osebnimi okoliščinami, zaradi katerih nihče ne sme biti obravnavan slabše, tudi osebni okoliščini invalidnosti in jezika. V okviru priprave posebnega poročila je zagovornik izhajal iz informacij, ki jih je pridobil s pregledom nacionalne zakonodaje in sodne prakse na področju pravic gluhih, s pregledom stališč mednarodnih institucij, Evropske unije, Sveta Evrope, Organizacije Združenih narodov in zakonske ureditve pravic gluhih v izbranih evropskih državah. S pregledom in izborom primerov dobrih praks v izbranih evropskih državah in
za izvedbo poizvedbe o izzivih gluhih na področju izobraževanja. Na podlagi te poizvedbe smo analizirali prejete odgovore, ki so bili in vprašanja so bila poslana oziroma pisne poizvedbe so bile poslane 40 različnim ustanovam, institucijam, organom ter organizacijam civilne družbe. Na podlagi opravljenega dela in pregleda vseh teh informacij smo zaznali naslednje ključne izzive gluhih na področju izobraževanja. Nezadostno razumevanje in sprejemanje gluhote, potreb in želja gluhih pri pedagoški stroki, pa tudi v družbi nasploh, nedostopnost do izobraževanja gluhih v slovenskem znakovnem jeziku, učni proces je neustrezno in v premajhni meri prilagojen gluhim učencem, dijakom in študentom. Zaznali smo pomanjkanje tolmačev slovenskega znakovnega jezika in omejitev pravice do tolmača, ter nenazadnje ugotovili smo tudi, da imajo gluhi pogosto slabši dostop do informacij v primerjavi s slišečimi učenci, dijaki in študenti. Zagovornik je na podlagi dostopnih informacij izoblikoval več priporočil sistemskega značaja, ki so namenjeni izvršni veji oblasti, ki je pristojna za oblikovanje in izvrševanje politik, pa tudi vzgojnim in izobraževalnim zavodom, kjer se šolajo gluhi učenci, dijaki in študentje. V nadaljevanju vam bom predstavila priporočila zagovornika, ki se nanašajo na položaj gluhih v izobraževanju. Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo priporočili, da v sodelovanju s skupnostjo gluhih, stroko in raziskovalci pripravi ciljne ozaveščevalne dejavnosti o pomembnosti zgodnjega učenja slovenskega jezika in slovenskega znakovnega jezika tudi za tiste gluhe otroke, ki bodo morda kasneje primarno uporabljali slovenski jezik, ter da poskrbi, da bodo te informacije nepristranske in dostopne vsem staršem gluhih otrok, vključno z dojenčki, s čimer jim bo zagotovljena obveščena izbira o načinih vzgoje in izobraževanja svojih otrok. Priporočili smo, da zagotovi vsem gluhim udejanjanje pravice učiti se slovenski znakovni jezik, predvsem tistim v zgodnjem otroštvu, da omogoči staršem gluhih dojenčkov, sorojencem gluhih otrok in pedagoškemu osebju, ki dela z gluhimi učenci in dijaki, brezplačno učenje slovenskega znakovnega jezika. Priporočili smo tudi, da podpre vključujoče izobraževanje gluhih učencev in dijakov v rednih osnovnih in srednjih šolah tako, da se sistemsko zagotovi dostopnost, izvajanje individualnih načrtov in po potrebi razumnih prilagoditev za vsakega posameznega gluhega učenca ali dijaka, da bodo ti lahko polno izkoristili svoje potenciale pri doseganju najvišje dosegljive ravni izobrazbe. Priporočili smo tudi, da prilagodi 8. člen pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami in to tako, da bo ta opredelil pravico do tolmača slovenskega znakovnega jezika v obsegu, kot ga določen učenec ali dijak potrebuje za čas trajanja pedagoškega procesa, pri čemer se te pravice ne bi enačilo z ukrepom dodatne strokovne pomoči. Priporočili smo, da vpelje sodelovanje učiteljev oziroma tolmačev slovenskega znakovnega jezika v pedagoških timih na osnovnih in srednjih šolah, na katerih se šolajo gluhi učenci in dijaki. Priporočili smo tudi, da zagotovi usposabljanje vseh učiteljev gluhih učencev in dijakov o njihovih potrebah in pravicah ter jim omogoči trajno pridobivanje in nadgrajevanje kompetenc
na področju slovenskega znakovnega jezika. Zagotovi naj zadostno število ustrezno certificiranih učiteljev oziroma tolmačev slovenskega znakovnega jezika vseh javnih in zasebnih predšolskih, šolskih, srednješolskih, višješolskih in visokošolskih programih, se opravičujem, in jim na ta način omogoči trajno nadgrajevanje kompetenc na področju slovenskega znakovnega jezika. Dodatno naj finančno podpre projekte vključevanja gluhih otrok in mladih v obšolske in druge neformalne prostočasne aktivnosti, posebne projekte za gluhe otroke in mlade ter aktivnosti, ki jih organizirajo gluhi otroci in mladi. Uvede naj sistemske zagotovitve dostopnosti učne snovi, na primer z zagotovitvijo zapiskov učnih vsebin za gluhe učence, dijake in študente. Podpre naj izdajo učbenikov za slovenski znakovni jezik, prilagodi literaturo za gluhe, v osnovnošolske in srednješolske učbenike pa umesti vsebine o gluhih. Zagotovi naj namensko finančno podporo višješolskim in visokošolskim zavodom, da bodo ti lahko zagotovili tolmače slovenskega znakovnega jezika za gluhe študente za ves čas trajanja pedagoškega procesa. Podpre naj izdajo učbenikov za slovenski znakovni jezik, prilagodi naj literaturo za gluhe, v osnovnošolske in srednješolske učbenike pa naj umesti vsebine o gluhih. Podpre naj izdajo učbenikov za slovenski znakovni jezik, to smo pa že imeli, se opravičujem, in sprejme naj pravilnik za izvajanje 69.a člena Zakona o visokem šolstvu, da bodo lahko gluhi študentje enotno in učinkovito uživali zakonske pravice do ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa na študijsko smer ter do prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju. Spodbudi naj razpravo o uvedbi univerzitetnih študij slovenskega znakovnega jezika in študije gluhih, vključno z razvojem kompetenc in vključevanjem gluhih profesorjev in raziskovalcev ter razvoju surdopedagogike. Poskrbi naj za izboljšanje možnosti izobraževanja odraslih gluhih in ne nazadnje vpelje načine za izboljšanje vključevanja rabe slovenskega znakovnega jezika v visokem šolstvu po zgledu iz dokumenta Koncept umestitve slovenskega znakovnega jezika v slovenski šolski prostor kot v obliki elaborata. Tako, in zdaj se premikamo naprej na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti, ki mu je zagovornik načela enakosti priporočil, da v sodelovanju s skupnostjo gluhih, stroko in raziskovalci sprejme pravilnik za izvajanje 8. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, s katerim naj določi minimalni standard dostopnosti dobrin in storitev, vključno s tistimi z področja vzgoje in izobraževanja. Uvede naj posebne namenske štipendije za študente z invalidnostmi oziroma posebnimi potrebami, ki bi bile na voljo v okviru obstoječega sistema štipendiranja in naj poskrbi za izboljšanje možnosti vključevanja gluhih odraslih ljudi v dejavnosti vseživljenjskega učenja na njim prilagojen način. Potem pa imamo tu še 2 priporočili zavodom, ki so specializirani za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje gluhih. Zagovornik priporoča, da poskrbijo za zagotovitev pogojev za varno in vključujoče šolsko okolje ter si prizadevajo
za opremljenost šolskih prostorov z vsemi tehničnimi pripomočki, ki gluhim zagotavljajo dostopnost do izobraževalnega procesa. Rednim osnovnim in srednjim šolam, ki zagotavljajo integracijo gluhih učencev in dijakov, je zagovornik priporočil, da si prizadevajo za njihovo polno vključenost v šolsko skupnost. Spodbujajo razvoj bralnih navad gluhih učencev in dijakov ter ozaveščajo celotno šolsko skupnost o gluhoti in kulturi gluhih. Obenem je priporočil, da si prizadevajo tudi za opremljenost šolskih prostorov z vsemi tehničnimi pripomočki, ki gluhim zagotavljajo dostopnost do izobraževalnega procesa. Zagovornik je visokošolskim oziroma višješolskim zavodom priporočil, da si na vseh ravneh prizadevajo za polno vključenost gluhih v akademsko skupnost, da si prizadevajo za opremljenost izobraževalnih prostorov z vsemi tehničnimi pripomočki, ki gluhim zagotavljajo dostopnost do izobraževalnega procesa, sprejme vse potrebne akte, v katerih določijo vse pravice študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom. Zagotovijo tolmače slovenskega znakovnega jezika za gluhe študente za ves čas trajanja pedagoškega procesa. In gluhim študentom zagotovijo prilagoditve ter vso potrebno dodatno podporo, na primer glede izvajanja pedagoškega procesa, dodatne razlage in konzultacije s tutorji, študenti in podobno. Nenazadnje imamo tu še priporočilo fakulteti, ki izvaja študijski program surdopedagogike, da uvede spremembe študijskega programa surdopedagogike na način, da bi vsi diplomanti te smeri ob koncu študija obvladali slovenski znakovni jezik in to v obsegu, ki bi jim omogočal aktivno komunikacijo z gluhimi. Za pozornost se zahvaljujem in vam želim uspešno delo še naprej. Hvala. Hvala lepa, da se predstavim. Sem Jelena Aleksič, vodja sistemskega oddelka oziroma oddelka za spremljanje, osveščanje in preventivo pri zagovorniku načela enakosti in bom danes povezovala to okroglo mizo. Zahvaljujem se gostjam in gostom za udeležbo na tej okrogli mizi in bom na kratko predstavila, kdo je z nami. Dr. Boris Črnilec, v.d. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kje je ta ojačevalna naprava? Ja? Hvala. Ja, gospa nas je prosila, da ima ojačevalno napravo za zvok, tako da si bomo to napravo tudi podajali tako, kot bomo govorili. Hvala za razumevanje. Z nami je tudi gospa Tanja Dular iz Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gospa Bernarda Kokalj, v.d. direktorice Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Gospod Samo Rumeš, direktor Centra za sluh in govor iz Maribora in gospa Aleksandra Valančič iz Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. Torej, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Preden se res posvetimo vsebini, torej priporočilom zagovornika načela enakosti, dovolite še nekaj pojasnil oziroma napotkov organizacijske narave. Predvideli smo, da bomo imeli najprej okroglo mizo z vabljenimi gosti, potem pa v približno dobri uri časa zadevo zaključimo in nadaljujemo z sodelovanjem prisotnih v občinstvu. Torej, takrat bo možnost za morebitna vprašanja, komentarje in vaše razmisleke. Potem še povem, da se dogodek snema. Posnetek bo s podnapisi po zaključku tega pogovora dostopen na spletni strani zagovornika načela enakosti, seveda z namenom, da omogočimo čim širšemu krogu ljudi spremljati to vsebinsko razpravo. In z nami sta tudi
kot ste opazili, tolmački slovenskega znakovnega jezika, gospa Mojca Korenjak in Veronika Cigler, ki se jima seveda že vnaprej zahvaljujem za pomoč in za omogočanje čim večje dostopnosti informacij in današnje razprave. Naj povem še, da smo na okroglo mizo vabili tudi profesorja dr. Janeza Vogrinca, dekana Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in gospo Nives Počkar iz Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, ampak se žal tega dogodka nista mogla udeležiti zaradi drugih neodložljivih obveznosti. Morda se nam bo gospa Počkar uspela pridružiti na popoldanski okrogli mizi o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. Sicer pa smo vabilo na današnjo razpravo poslali številnim udeležencem, poslankam in poslancem Državnega zbora, članicam in članom Državnega sveta, predstavnikom nevladnih organizacij, akademske skupnosti, pa seveda tudi medijem. In mnogi ste tudi danes z nami. Gostje boste dobili besedo po vrstnem redu, kot si sledijo zagovornikova priporočila. Torej ni nobene druge hierarhije kot samo to, da bomo sledili istemu vrstnemu redu kot v samem poročilu. In ta priporočila se bodo tudi še enkrat sproti izpisovala na projekcijskem platnu, tako da jih jaz ne bi še enkrat ponavljala. Kot rečeno, imamo približno uro časa, ni pa to zdaj neka resna omejitev, če bo potrebno, bomo pač razpravo še podaljšali. Predvsem pa se veselimo diskusije z gosti v občinstvu. Torej, če začnemo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je prejelo, kot je bilo prikazano, veliko večino priporočil iz tega posebnega poročila. Dr. Boris Črnilec, izvolite, kako ste se pri vas lotili priporočil, kakšno je trenutno stanje, katere aktivnosti so bile morda že izvedene, kaj se še načrtuje? Izvolite. Najprej se zahvalim za povabilo ministru, ki se je žal opravičil zaradi drugih obveznosti. Jaz pa imam srečo, da lahko na tej okrogli mizi nekaj povem. Zakaj imam srečo? Zato, ker imam tudi še drugo srečo, da sem zadnjih 10 let bilo moje delovno področje izobraževanje gluhih. Ne samo gluhih, tudi še drugih ciljnih skupin otrok s posebnimi potrebami, in vam moram povedati, da sem bil verjetno eden prvih, ki je tole dobil v roko. Poročilo približno slabo leto in pol nazaj. Jaz sem ga večkrat prebral. Jaz sem navdušen, če se o področju, na katerem delaš, govori in tudi piše, in zato to z veseljem preberem. Se pa seveda z nekaterimi ugotovitvami znotraj zapisa nisem strinjal, mi je bilo kasneje sicer razloženo, zakaj so ti zapisi noter. Trdim pa, da nekatere alineje niso v korist izobraževanja gluhih in naglušnih otrok. Verjamem, da so to zapisala nevladne organizacije, ampak v resnici tisto, kar je zapisano, ne drži. Stojim za temi izjavami, tako iz zornega kota Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani, ki sem bil 10 let direktor, kot trenutno direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v sklopu Ministrstva za izobraževanje. Takole bom rekel. V zadnjih letih se na področju izobraževanja gluhih in naglušnih dogaja zelo veliko. In to proaktivnega in naprednega. Za en oris. 10 let nazaj, ko sem prišel, smo imeli enega tolmača zaposlenega. Vsem najbolj znana slovenska tolmačica, se opravičujem moji nekdanji sodelavki Veroniki, pa še drugi tolmačici, ta je bila Ljubica Podboršek. Če kje, potem jo z televizije poznamo vsi. No, danes bi jaz seveda sedel bolj temne dol, ker sta moja dva kolega še iz Ljubljane, pa iz Maribora, pa še ravnateljica OŠPP-ja z Jesenic. Danes je v obeh dveh zavodih skupaj, izvzamem pa portoroškega, imamo tudi kolega tule, ki je bil do nedavnega tam ravnatelj, ampak pozna vsebine, o katerih govorim. Danes je v obeh dveh zavodih skupaj več kot 10 tolmačev zaposlenih, tako da je to vse v podporo izhodišču, da je marsikateremu gluhemu in naglušnemu otroku materni jezik slovenski znakovni jezik.
lahko vas opremim z zadnjimi podatki o številu otrok, ki obiskujejo gluhih in naglušnih, ki obiskujejo slovenske vrtce, osnovne in srednje šole. To je podatek za to šolsko leto, razen za vrtec, ki še ni najbolj na novo prirejen, zato ker na drugačen način ne zbiramo podatke, ampak okvirno je takole. V vrtcih skupaj imamo malo čez 60 gluhih in naglušnih otrok. Za osnovno šolo, v redni osnovni šoli, v izobraževalnem programu osnovna šola, imamo danes 98 gluhih otrok in 176 naglušnih otrok. Skupaj okoli 270. To so otroci, ki hodijo v redne osnovne šole. Imamo v slovenskih srednjih šolah 47 gluhih dijakov in 88 naglušnih dijakov. Skupaj dobrih 130 dijakov. In potem še imamo 3 specializirane ustanove, Portorož, Ljubljana in Maribor, ki imajo danes v osnovni šoli skupaj 31 gluhih in naglušnih otrok ter manj kot 10 dijakov v Ljubljani v srednješolskih programih. Zdaj gremo pa na znakovni jezik. Tistim, ki se šolajo v teh 3 specializiranih zavodih ali pa šolah, je izrazito v tem šolskem letu še omogočeno drugačen način pouka. Pouk v slovenskem znakovnem jeziku. S prisotnostjo tolmača, s prisotnostjo strokovnega delavca za slovenski znakovni jezik, s prisotnostjo gluhega učitelja, se pravi, res smo napredovali. Ob novih delovnih gradivih, ki smo jih skupaj z Zavodom za šolstvo naredili in jih tudi še naprej razvijamo. Ob izhodišču, da bomo tudi gradiva, ki so za slišeče otroke, v prihodnosti prilagajali za gluhe in naglušne. Podobno kot počnejo to pri slepih in slabovidnih. Kaj hočem reči? Teh 31 plus tistih 6, bom rekel, ker jih je manj kot 10, tem je vsak dan dano, da so v okolju, v katerem je doma slovenski znakovni jezik. Od tistih, ki sem jih prej omenil, 270, pa še 130, jih je pa manj kot 10, ki so v tem šolskem letu želeli, da imajo pri pouku tolmača. Jaz vem, da so bili problemi pri tolmačenju in pri iskanju oseb. Ampak že proti koncu lanskega leta in v tem šolskem letu to ni več problem. Poiskali sta se 2 rešitvi. Ali preko zaposlitve v enem od teh 3 strokovnih institucij, ali preko zveze oziroma združenja, ki je pravzaprav združenja za tolmačenje, ki imajo pravzaprav strokovno usposobljene osebe, da lahko to tolmačenje izvajajo. V tej sekundi na tem področju, po naših informacijah, ni nobenega problema. Kar se tiče nadaljnjega študija, višjih pa visokih šol, nimamo informacije, da bi v zadnjih 2 letih imeli študenta, ki bi želel pri predavanjih imeti tolmača. Ampak tudi tam bi ga zagotovili. Tako da upam si trditi, da pri razvoju kurikula, pri izvedbi pouka in pri tolmačenju res napredujemo. In to v primerjavi s prejšnjimi leti z veliko hitrostjo. To je en delček. Naročili smo analizo stanja pri Pedagoškem inštitutu, ta je na razpisu izbral Pedagoško fakulteto Ljubljana. V 2 letih nam bo Pedagoška fakulteta Ljubljana pravzaprav nas oplemenitila z analizo stanja na področju dela pri otrocih, ki so gluhi in naglušni. Sodelujemo z RIC-em, se pravi Republiškim ali pa državnim izpitnim centrom, ki pripravlja tako NPZ, nacionalno preverjanje znanja, kot maturo. Da bi tudi ti otroci, pa ti dijaki, ki so gluhi in naglušni, pri opravljanju teh zaključnih izpitov, ki so eksterni, imeli prilagojena gradiva gluhoti in naglušnosti. Veliko časa posvečamo iskanju vertikalnih cross-kurikularnih tem z področja
več jezičnosti, več kulturnosti, aktivnega državljanstva, kurikula, učnih načrtov za gluhe in naglušne. Obenem moram še nekaj opozoriti. Sigurno ste videli kolega na levi, ki je bil na televiziji v soboto. Ko je že bilo ko je že tam na Pop TV-ju? Inšpektor, o logopedih se je govorilo. Verjetno je kdo od vas to gledal, ali pa si prosim oglejte za nazaj. Stisko ene družine, ene mamice in njenega sina. Bi rekli s koncem, ki je družini danes zadovoljstvo, ampak s premalo natančnim podatkom o študiju logopedije in surdopedagogike. Je res, da je študij vsako leto, je res, da je lahko študentov do 15, vključno s tujci, manjka pa še ena velika posebnost ali pa druga resnica. Tudi pedagoška fakulteta v Kopru je na Nacionalno agencijo za verodostojnost oziroma za kvalifikacijo njihovega programa vložila ta program, da bi v novem študijskem letu, ki se bo začel čez 10 mesecev, začela izvajati ta program. Ne morem tule povzeti besede dekana pedagoške fakultete, ampak na tem področju pač imamo problem z raziskovalci in stroko, zato ker jih nimamo. Pa ena stvar se moramo opravičiti, se opravičujem. Vse, kar govorim, tudi za gluhoslepe velja. Se opravičujem, ampak tudi ta problematika je vključena vse razmisleke, ki jih govorim samo o gluhih in naglušnih. Ker en res bistven korak se je zgodil dobro leto nazaj z dopolnitvijo ustave. Ta je pa nekaj stvari v Sloveniji spremenil in sem hvaležen gluhi skupnosti za ta prizadevanje in poslancem, da so to sprejeli. Jaz verjamem, da se je moj čas iztekel, ampak če kaj, potem sem bil vseh 10 let prepričan, da delam nekaj dobrega za gluhe in naglušne, ampak za otroke. S tem, da se je v zavodu, kjer sem delal, tudi število gluhih zaposlenih v tem času, v zadnjih 10 letih povečalo. Tako na področju poučevanja, kot na področju tolmačenja. Ne morem se pa strinjati, da imajo ti otroci slabši program, ker ne dosegajo enakovrednih standardov, ker tega v Sloveniji že dolg časa nimamo več, pa tudi, če to mislite prisotni, ker ste člani društev, ki vključujejo gluhe in naglušne v Sloveniji. Rad bi, da to tezo zavržemo. Hvala. Hvala tudi vam. Samo mogoče dodatno pojasnilo, glede na to, da je dr. Črnilec omenil to uvodno nezadovoljstvo z določenimi navedbami v posebnem poročilu zagovornika načela enakosti. Mi smo potem sprejeli gospoda dr. Črnilca in gospoda Rumeža in pojasnili, kako delamo ta posebna poročila, in šlo je za povzetek navedb nekaterih nevladnih organizacij iz tega polja, tako da v bistvu ni bila to zagovornikova ugotovitev v smislu, da je to zagovornikovo stališče, ampak mislim, da smo potem na koncu vendarle razjasnili, kakšen je namen, dati besedo vsem, nič o njih. Se jaz nisem trdil, da je zagovornik za to kriv. Jaz sem samo rekel, da vsebina v poročilu posebnem ne pripomore nič pri razvoju dela z gluhimi in naglušnimi zaradi teh trditev. Kljub temu, da sem zdaj na koncu povzel, kdo mislim, da jih je povedal ali pa zapisal. Ja, verjamem, da bo kasneje še morda priložnost za to diskusijo. Zaenkrat hvala za vaša pojasnila, dr. Črnilec. Če bo potrebno, bom predvidoma še v drugem krogu zastavili kakšno dodatno vprašanje, bi dala rada naslednjim gostom besedo, in sicer doktorici gospe Tanji Dular, se opravičujem. Prosila bi vas za komentar oziroma za pojasnila, kako se je pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve lotilo zagovornikovih priporočil. Gre za 3 priporočila. Izvolite za pojasnilo. Najlepša hvala. Najprej zagovorniku najlepša hvala za povabilo na današnji
na okroglo mizo. Moram reči, da tako kot tudi ponavadi drugih okroglih miz, sem kar redna gostja in se z velikim veseljem udeležujem tovrstnih, bom rekla, aktivnosti in izmenjav mnenj, ker mislim, da mi tudi veliko, ne samo meni, tudi mojim kolegom, ko pač prenesem te zaključke, veliko pomeni tudi pri našem delu in s tem, da se pač seznanimo z idejami drugih in seveda, če se le da, to tudi upoštevamo pri našem delu. Najprej bi začela s tem, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pravzaprav krovno ministrstvo na področju invalidskega varstva in z gluhimi, naglušnimi in gluhoslepimi se srečujemo že dolga leta. Naše ministrstvo je tisto, ki pravzaprav ni toliko specializirano seveda na področje izobraževanja, ampak bolj na področje pravzaprav vključevanja gluhih, naglušnih, gluhoslepih v družbo pravzaprav na vseh področjih življenja. Bi se tudi jaz majčkeno vrnila v zgodovino in sicer bi začela pravzaprav čisto na kratko z Zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Jaz lahko rečem kljub vsemu, da ta zakon že velja od leta 2002, takrat je bila Slovenija 15. država, ki je sprejela zakon na področju uporabe slovenskega znakovnega jezika. Pripravljalec zakona je bilo naše ministrstvo, Ministrstvo za delo in lahko rečem pravzaprav, da je ta zakon postavil tudi en temelj možnosti pravzaprav sploh gluhi skupnosti, da je pripoznano, da je znakovni jezik pripoznan kot njihov, kot vaš, za gluhe govorim, materin jezik. Tudi na tem področju pravzaprav potem tudi pravica do tolmača je bila takrat priznana z tem jezikom, s tem zakonom. Tako da tudi to, da imajo gluhi možnost do vavčerjev in možnost uporabe znakovnega jezika, predvsem javnimi inštitucijami, se pravi tudi v izobraževanju. Potem druga zadeva je seveda vpis znakovnega jezika v ustavo, pri katerem je ministrstvo kar aktivno sodelovalo in je tudi v bistvu dalo na vlado to pobudo, da je vlada potem vložila dejansko državnemu zboru pobudo za spremembo ustave in vpis samega znakovnega jezika in pa jezika gluhoslepih v ustavo, kjer smo seveda trenutno tudi vodilni na tem področju. Zdaj bi se pa pač dotaknili na teh treh priporočil, ki ste jih pač na naše ministrstvo naslovili. In sicer prvo priporočilo se, nanaša na Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in pa, se pravi, na ta pravilnik, ki naj bi opredeljeval dostopnost do blaga in storitev na voljo javnosti. Jaz bom rekla tako, da pravzaprav to smo tudi napisali v naš odgovor, da je v pripravi oziroma ne v pripravi, zdaj bi mogel biti že v državnem zboru, ker je bil na vladi tudi sprejet zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, ki je v bistvu bil pripravljen na podlagi direktive o zahtevah glede Evropske unije, o zahtevah glede dostopnosti do proizvodov in storitev. In sicer ta zakon predvsem ureja zahtevo za dostopnost proizvodov in storitev, s katerim se zagotavlja dostopnost za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti. Tukaj so zajeti tudi gluhi in seveda bo zakon zagotovil tudi večjo dostopnost recimo audiovizualnih medijskih storitev gluhim, naglušnim in pa gluhoslepim. Toliko o prvem. Potem naprej. Izboljšanje možnosti vključevanja gluhih odraslih oseb v dejavnost vseživljenjskega učenja na prilagojen način. Moram reči, da tukaj bom rekla tako, da pač po
vsak od gluhih ima možnost teh 30 voucherjev, ki jih lahko porabi za to, da po svoji izbiri, se pravi tudi za udeleževanje in vključevanje v te dejavnosti vseživljenjskega učenja. Vemo, da je to sicer premalo, bomo pa na vsak način probali v bistvu razmisliti še, kakšne možnosti tudi pri tem vključevanju v vseživljenjsko učenje bi lahko še dodatno bile. Tako da toliko o tem. Potem so pa še štipendije in sicer že sedaj je zakon o štipendiranju, ima v 20. členu ureja možnost, da prejemajo štipendisti s posebnimi potrebami nek dodatek za štipendiranje, tako da toliko in ta možnost je tudi že sedaj. To je priznano osebam, ki imajo invalidnost oziroma telesno okvaro, se pravi tukaj v tem primeru seveda so to tudi gluhi, ker imajo priznano telesno okvaro, in pa tudi vsem štipendistom, ki so bili usmerjeni v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Se pravi, že sedaj pravzaprav imajo te štipendisti možnost, da prejemajo poleg štipendije še določen dodatek. Toliko bi pa jaz na kratko. Hvala, gospa Dular. V zvezi z odgovorom vašim na prvo naše priporočilo glede sprejetja pravilnika bi veljalo vseeno poudariti, da je zakon o izenačevanju možnosti invalidov predvideval sprejetje tega pravilnika pred več kot 10 leti. In drugo, da govorimo o sprejetju pravilnika, ki bi določil minimalne standarde na trgu dobrin in storitev na splošno. Medtem ko zakon, ki ste ga omenili, ki ga pri zagovorniku naši eksperti preučujejo, govori o dostopnosti do dobrin in storitev na enem zamejenem področju, ki mu rečemo digitalne storitve oziroma IKT storitve. Danes pa je tema področja izobraževanja, tako da vseeno mislimo, da je to neprimerljiva zadeva oziroma da je ta pravilnik nekaj, kar se ne izključuje z zakonom, ki ste ga napovedali in je seveda potreben sprejetja zaradi tudi direktiv Evropske unije. Kar se tiče štipendij, pa vi ste govorili o državnih štipendijah, ne? Ja. Torej, to so državne štipendije, so tiste štipendije, ki jih država podeljuje na podlagi socialnega statusa, a ne? Se pravi, da gre za upoštevanje premoženjskega stanja. In preverila sem, koliko znaša ta dodatek za tiste študente s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do državne štipendije, torej ki imajo slabši gmotni položaj, a ne? In ta je po mojih informacijah znaša približno 53 evrov, če drži. Ja, 53 Samo toliko v pojasnilo. Zagovornikova ideja je drugačna. Zagovornikova ideja je razmisliti o posebnih štipendijah, ki ne bodo vezane na premoženjski status oziroma na premoženjsko stanje, kar je sicer tudi zaščitena osebna okoliščina v zakonu o varstvu pred diskriminacijo, ki bi delovale kot posebni ukrep v skladu z zakonom o varstvu pred diskriminacijo, ki bi torej bile posebej prirejene študentom s posebnimi potrebami v smislu spodbude k pristopu v torej terciarno izobraževanje. Samo toliko v pojasnilo, tako da predvidevam, da se bomo tudi teh tem še v nadaljevanju dotaknili. In da ne bomo predolgi, prehajamo k naslednjim gostom. Najprej gospa Bernarda Kokalj in potem še gospod Samo Rumež. Oba prihajata iz specializiranih zavodov za gluhe in naglušne, kot že povedano. Zdaj, zagovornikovo priporočilo tem trem zavodom, ki v Sloveniji obstajajo,
je splošno in dobronamerno in smo prepričani, da se ga tudi upošteva, kolikor je mogoče. Zato bi bilo moje vprašanje danes morda bolj ne toliko samo priporočilo zagovornika načela enakosti, ampak kako recimo vi vidite situacijo v vaših zavodih glede položaja gluhih in morda potem tudi naprej, kaj so ključni izzivi po vajinem videnju iz prakse, če lahko tako rečem, spet v okviru zavodov specializiranih za izobraževanje gluhih. Potem pa še morda bi nas zanimal kakšen primer dobre prakse. Se pravi, ali lahko omenite, predstavite kakšen primer dobre prakse, kjer je optimalno poskrbljeno za vključujoče šolsko okolje, za dobre pogoje, bodisi tehnične, bodisi katere druge. Toliko za enkrat, ker je dr. Črnilec že postregel za statistiko oziroma za številom vpisanih gluhih šolajočih, bomo morda ta podatek spustili. In gospa Kokalj, izvolite, najprej beseda je vaša. Hvala lepa. Bom začela z enim dogodkom izpred približno 10 let. Sama sem zaposlena na zavodu že več kot 30 let, 35 pravzaprav, in sem šla skozi celo spremembo oziroma celo rast z razvojem izobraževanja gluhih, od tega, da se takrat še ni smelo kretati, ko sem se zaposlila kot učiteljica, kot kasneje, ko se je temu poudarjala vedno večjo pozornost do današnje situacije. No in pred približno 10 leti sem kot ravnateljica predstavljala na svetu zavoda poročilo o letnem delovnem načrtu oziroma letni delovni načrt za šolsko leto in sem izrazila en takšen stavek, da je žal v tem šolskem letu gluhih manj kot lansko leto in da se število gluhih niža oziroma zmanjšuje. In me je ena mama kategorično ustavila in rekla, da vas nikoli ne slišim več slišati o tem, da vam je žal, da je gluhih v Sloveniji vedno manj. Bodite veseli, da medicina toliko napreduje, da se lahko izobražuje v rednih šolah z vašo pomočjo in v tem kontekstu me je podučila. In od takrat naprej, seveda zame to ni več problem, ampak izziv. In pa dejansko dejstvo, če ste bili pozorni na besede gospoda Borisa, ki jih je predstavil v številkah, da večina gluhih in naglušnih se v resnici izobražuje v rednih šolah, pri nas pa tako prepoznavamo, ostajajo mladostniki, gluhi in naglušni, ki imajo poleg gluhote tudi pridružene motnje oziroma primanjkljaje. Ne vsi, ne bom rekla, da vsi, ampak tudi. In to je lahko slepota, je to čustveno-vedenjska motnja, tudi lažja duševna prizadetost in pa prihajajo tudi iz različnih jezikovnih oziroma drugih jezikovnih območij. Trenutno je spet večji priliv otrok za bivše Jugoslavije. V preteklosti, ne vem, par let nazaj sta prišli dve dijakinji, ena iz Moldavije, druga iz Tajske. Potem pa si lahko predstavljate, da s kakšnim naporom ti mladostniki vstopajo v slovenski šolski prostor, ko poleg slovenskega jezika je seveda glavni razlog tudi nerazumevanje že nasploh. Poudarila bi ta stavek, da je v naših zavodih so programi samo z nižjim izobrazbenim standardom, ne glede na to, kako iz katerega vira je bil zapisan v poročilu, se res bere slabo. Zaradi tega, ker poznavalci oziroma tisti, ki delamo na tem, vemo, da na področju srednjega poklicnega izobraževanja imamo v 4 ravneh, se pravi nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno, srednjo strokovno, poklicno tehniško, so vsi enakovredni izobrazbeni programi oziroma programi z enakovrednim izobrazbenim standardom. Se pravi, da dijaki zaključijo celotno šolanje pri nas bodisi z zaključnim izpitom ali pa s poklicno maturo, ki ima enak status kot na kateri drugi šoli. Samo da je pri nas izobraževanje prilagojeno, da traja 1 leto dalje in da so prilagojene tudi izvedbe. In pri teh izvedbah bi za to šolsko leto res poudarila to, kar je gospod Boris, midva sta bila kolega, zato je tako, se opravičujem, gospod Črnilc, poudaril ta novost v tem šolskem letu in sicer je to en model umeščanja tolmačenja v slovenski jezikovni jezik in pa učenja v slovenski jezikovni jezik v šolskem prostoru za to šolsko leto in za naslednjo šolsko leto. Te aktivnosti so se pripravljale z Zavodom za šolstvo v preteklem letu, pa le še nekaj prej in zdaj so se te stvari začele aktivno
odvijati oziroma izvajati. In naj povem, da so vsaj prvi po tem mesecu pa pol dela rezultati res fajn videti. Je pa seveda organizacijsko to zahtevno. V vrtcu, kjer je velik poudarek na jezikovnem razvoju, ne govorimo o tolmačenju, ampak tam govorimo v bistvu o enem kopanju v jeziku, če lahko tako po domače povem. To se pravi, da je otrok, da je prisoten tolmač, da se uporablja znakovni jezik, da se njemu prilagaja abeceda, in ravno v teh dneh so mi kolegi oziroma tolmačica v tem vrtcu poslala povezavo na abecedo, ki so jo pač otroci že zdaj v tem mesecu pa pol pripravili v znakovnem jeziku. Na ravni osnovne šole je ta prisotnost tolmača prisotna pri vseh urah pouka s poudarkom na slovenskem jeziku, matematiki in slovenščini, v vseh oddelkih, kjer so gluhi otroci oziroma gluhi uporabniki, pardon, se opravičujem. In pa na srednji šoli situacija pa nekoliko bolj zapletena, tam sta se pa v bistvu sprejela ta predlog samo 2 dijaka, ki sta pa v 2 različnih programih in na 2 različnih nivojih. To pomeni, da smo se odločili tako, da pri slovenščini, pri angleškem jeziku, pri slovenskem znakovnem jeziku in pa pri komunikaciji, to so 4 predmeti, imata te 2 dijaka pouk skupaj. Pouk poteka bodisi z tolmačem ali pa učitelj, ki je tolmač oziroma gluha učiteljica. Pri vseh ostalih predmetih pa se vključuje v matični oddelek in je prisoten ves čas tolmač oziroma pri praktičnem pouku v dogovoru z učiteljem praktičnega pouka. To je ena, bom rekla, še velik korak naprej k temu, da bi imeli gluhi mesto v zavodu, ker številčno, po resnici povedano, pa je to manjša skupnost in je to vključujoč na ta poudarek, ki bi treba na to pozoren. Gospod Černilc je že omenil, da imamo zaposlene tudi 4 gluhe učitelje in tudi 2 učitelja, ki imata naloge tolmačenja. Pri tem pa bi dala pobudo zdaj tukaj javno po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov vsem pripada oziroma vsakemu posebej pripada 30 ur podporne zaposlitve tolmača, kar je pa seveda za šolski prostor premalo. Tako da dajem pobudo, da se ta člen dopolni oziroma da se lahko bere drugače za sam proces izobraževanja, kar je potem seveda tehtanje, kateri uri lahko prije podporni tolmač, kateri pa ne, lahko diskriminatorno tudi do slišečih, ki pa jih gluhi učitelji tudi poučujejo. Samo še 2 stvari bi izpostavila. Eno so projekti Erasmus+. Jaz mislim, da na nobeni srednji šoli v Sloveniji nimajo gluhi toliko možnosti izmenjav za tujino, kakor pri nas. Tega je veliko. Vsako šolsko leto se zavrtijo ti projekti 3 do 4 na leto prav gotovo, tako da se prav vsi, ki imajo ta interes, lahko udeležijo teh projektov. In pa ena dobra izkušnja, kljub temu, da je bilo zelo naporno to poučevanje nadaljavo v času korone, pa je, da se je na področju opremljenosti učilnic z ustreznimi vizualnimi tablami, računalniško opremo in pa predvsem za enim našim pogledom na to oziroma z našimi izkušnjami se je dodelal en sistem Moodle učilnic oziroma učilnic nadaljavo Moodle, ki z enim integriranim videokonferenčnim sistemom Big Blue Button, to ni Zoom, to ni Zoom, ampak je nekoliko prilagojen in na podlagi naših priporočil tudi še naknadno nadgrajen za to, da lahko znotraj pouka je stik z učiteljem, z tolmačem, pa z gluhim dijakom neposreden. Mogoče toliko za začetek, pa še kasneje na kakšno drugo vprašanje. Tako da hvala lepa. Ja, velja, hvala. Gospod Rumeš, izvolite. Ja. Enako vprašanje. Mi smo se že spoznali. Jaz bi najprej seveda pozdravil vse zbrane, gospoda zagovornika načela enakosti. Izredno sem vesel, da tudi danes tukaj vidim predsednika Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in pa direktorico Združenja tolmačev Slovenije. Sam prihajam iz Maribora.
ne bi pogreval zadev, ki jih je že navedel dr. Černilec v smislu samega poročila. Rad bi pa mogoče tudi začel nekje v zgodovini, pa ne tako daljni kot kolegica iz Ljubljane. Namreč Center za sluh in govor Maribor je najmlajši izmed 3 specializiranih zavodov, ki se v Sloveniji ukvarjajo tudi z gluhoto. Za nas je nekako veljalo prepričanje, splošno prepričanje, da delujemo po eni drugi verbotodalni metodi, ki pa je že, si bom drzno reči, več kot desetletje v našem zavodu praktično ni. Sam zastopam stališče, da je potrebno gluhemu človeku, otroku omogočiti komunikacijo v jeziku, ki mu je primaren. Če je to slovenski znakovni jezik, moramo to sprejeti kot njegov materni jezik in poučevanje slovenščine vzeti kot, danes rečemo temu moderno, zgodno poučevanje tujega jezika. V Centru za sluh in govor Maribor smo prvega tolmača za slovenski znakovni jezik zaposlili leta 2015-16, šolsko leto. Danes je tam zaposlenih 5 tolmačev. Sam zagovarjam teorijo, da tolmačenje mora potekati skozi celoten dan, kar pomeni tudi ne samo v času pouka, ampak ob jutranjem varstvu, ob oddelku podaljšanega bivanja. Seveda se moramo zavedati, da otroci postajajo mladostniki in je tudi treba vedeti, kdaj rabi malo lastne intime ali pa miru pred tolmačem, ampak tolmač je tam prisoten. Tudi, ko govorimo o konceptu umeščanja slovenskega znakovnega jezika v izobraževalni prostor, lahko z veseljem rečem, da to mislim, da je nastajalo tam leta 2016, da so sodelovale strokovne delavke Centra za sluh in govor, da smo v tem projektu, kot ga je že kolegica Bernarda omenila, pri vpeljavi in posledično spremljavi umeščanja znakovnega jezika sedaj predvsem aktivna Center za sluh in govor in pa Zavod za gluhe in naglušne, ker v Portorožu v tem trenutku mislim, da ni gluhih in naglušnih otrok vključenih v 1., 2., 3. razred. Bi rad povedal, da smo ob sprejemanju odločitve, na kak način umestiti sam znakovni jezik v šolski prostor, na številnih sestankih, tudi na ministrstvu, čisto vsi 3 zavodi, ki smo bili tam prisotni oziroma predstavniki, zagovarjajo stališče, da ni važno, če gre za enega otroka, za 10 ali 15. To pomeni, to je pravica vsakega gluhega otroka, učenca in mi jo moramo znati sistemsko urediti. Zato toliko bolj zabolijo neke navedbe v priporočilu za tiste, ki izvajamo te programe za otroke. Jaz bi se samo osredotočil na to, da nam se priporoča, mislim, da zagotavljanje varnega in vključujočega okolja, hkrati pa tehnična opremljenost. Bi si drzno trditi, da smo zavodi za posebne potrebe, torej Centri za sluh in govor, na področju opremljenosti pred prednjimi šolami, pred vrtci, se zavedamo pomena vizualnega sprejema signalov za gluhega. Tudi bi pohvalil kolege iz Ljubljanskega zavoda pri pripravi gradiv, ki so se na področju gluhote zgodila v zadnjih 3-4 letih. Kot je povedal gospod Černilec, se je drastično začelo premikati zadeve na tem področju, ne glede na to, kakšna je oziroma kako obsežna je ciljna populacija. Hkrati pa, ko govorimo o vključujočem okolju, bi rad povedal, da v Mariboru imamo eno 30-35 let staro dobro prakso, kar pomeni, da glede na to, da je ustanovitelj tovrstnih specializiranih ustanov država, smo v soustanoviteljstvu spustili tudi lokalno skupnost in v zavodu izvajamo tudi na predšolskem obdobju program za redne vrtce. Torej imamo vključene otroke brez težav in domiselno, smiselno in strokovno utemeljeno potem prakticiramo dvosmerno integracijo otrok s posebnimi potrebami, v tem primeru gluhih. Imamo eno skupino gluhih otrok z slišečimi vrstniki in skrbimo za to, da, bom rekel, odstranjujemo neko prepričanje, neko stigmo, da smo zavodi zaprti za 4 zidovi in ne spuščamo nikogar nikamor.
medtem ko na osnovnošolskem področju pa skrbimo za prehod, to sicer preko individualiziranih programov za posamezne učence gluhih v oddelke govorno-jezikovnih motenj, kar pomeni, da vstopajo v svet slišečih na nivoju zavoda, hkrati pa preko različnih aktivnosti, ali so to kulturni dogodki ali športni dogodki, skrbimo za povezanost z lokalnim okoljem v smislu druženja s svojimi slišečimi vrstniki v rednih osnovnih šolah na področju Maribora. Jaz bi še rad povedal, da je za nami eno pestro obdobje to modernega virusa korone, da se je zadeva začela, mislim, da 13.3. z napovedjo, da se 16.3. vse zapira, da sem kot predstavnik vseh zavodov, torej Centrov za sluh in govor in pa še ostalih 3 z področja gibalne oviranosti in slepote, zastopal te zavode na tedenskih sestankih na Ministrstvu za izobraževanje v prisotnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa Zavoda za šolstvo. In 16.5., če se spomnite, oziroma 18.5. so se odprle redne šole, zavodi smo šli malo kasneje, 16.5. so bila prva priporočila izdana o podpiranju šol in tam je bilo izrecno zapisano, da se v komunikaciji in poučevanju gluhih maska ne uporablja. Jaz si bi želel, da bi takrat to povzela celotna Slovenija za vse tiste gluhe, ki niso vstopali v izobraževalni, torej vzgojno-izobraževalni prostor, ampak tudi Ministrstvo za izobraževanje je korektno pri vsaki spremembi pravil igre, ki so se pač dogajale praktično na tedenski bazi, ni pozabljalo na pomembnost. Takrat je šlo za uporabo vizirja, tolmača, ki je lahko tolmačil v samem postopku pouka in pa ostalih aktivnosti v šoli. Tako da jaz bi z tega stališča zdaj tu zaključil, ker vem, da so si eni vzeli malo več časa, ampak so meni tudi bistveno več priporočil kot specializirani zavodi, tako da dajem še besedo kolegici. Smo sorazmerno porazdelili čas glede na število izdanih priporočil. Hvala za enkrat, gospod Rumež. In še gospa Aleksandra Valančič, vi ste v imenu Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev danes z nami, sicer tudi ravnateljica ene od šol, ampak za začetek bi vas prosila za eno tako splošno predstavitev ali pa oris. Prvič, kaj so po vašem izzivi v zvezi s temo, o kateri se danes pogovarjamo, skozi oči torej ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, se pravi organiziranja, upravljanja in tako naprej. Še predtem pa morda samo en vaš odziv na zagovornikova priporočila oziroma tudi na to, kar je bilo do zdaj že povedano. Izvolite. Hvala za besedo. Najprej bi se vam res rada zahvalila za povabilo. Ko ste me povabili, sem razmišljala o tem, ali sem sploh kompetentna, da govorim o gluhih in naglušnih, ker sem le ravnateljica šole za otroke s posebnimi potrebami. Ampak vseeno, sem se odločila za svoj prispevek. Najprej si želim, da takih priporočil ne bi bilo potrebno pisati, da bi družba končno postala tako tolerantna in nediskriminatorna do različnih skupin posebnih potreb, pa ne samo posebnih potreb, ampak do drugačnosti. Mogoče vam bom jaz predstavila malo širši pogled na izzive, s katerimi se ravnatelji soočamo. Kot veste, ravnatelji smo zdaj izpostavljeni resnično velikim izzivom. Kolega je omenil že korona čas, to je bila povsem nova situacija. Kolega Črnilc je tudi povedal, kako stvari tečejo na področju vrtca in osnovnih šol, tako da jaz se na to področje ne bi spuščala, bi pa vseeno nekaj konkretnih stvari vseeno izpostavila. Vključevanje v okolje, da, absolutno. Ravnatelji smo stališča, da tudi gluhe in vse ostale skupine otrok, učencev s posebnimi potrebami lahko vključujemo v redne osnovnošolske programe, ampak seveda ne vedno sledi ta ampak. Ko so vsi pogoji za največjo korist otroka zagotovljeni. To ne pomeni, da če bomo,
50% teh pogojev zagotovili, pa otrok lahko kar pride v redne osnovnošolske programe. To tako ne gre. Zagotovljeni morajo biti vsi pogoji, zato da se otrok lahko optimalno razvije. Lahko imamo fenomenalne tehnične pripomočke, lahko zagotavljamo, ne vem, učilnice, Moodlove, ne vem kaj, če nimamo usposobljenih učiteljev in če sploh kadra nimamo, kar se kaže trenutno kot največji problem, je vključevanje otrok v redno osnovno šolo izjemno težko. Pa naj gre tu za gluhe, naglušne, ali za gibalno ovirane, ali za primanjkljaje, ali karkoli. Zato je tukaj naša vloga res velika v tej smeri, da zagotovimo optimalne pogoje za vključitev. Po mojem mnenju imajo maksimalno zagotovljene pogoje centri, zavodi, specializirane institucije. Leta 2017, če se spomnite, smo skupaj sodelovali v projektu Mreža strokovnih centrov. Takrat oziroma po zaključku tega projekta so se pripravila tudi neka priporočila, tudi osnova za novo zakonodajo je pripravljena, ki pa žal še ni bila sprejeta. Rada bi poudarila predvsem to, da smo ravnatelji pred velikimi izzivi. Otrok s posebnimi potrebami je vedno več. Morda se sliši to en tak pavšalna trditev, ampak če vam samo konkretno za mojo šolo povem, pred slabimi 10 leti, ko sem nastopila delo ravnateljice, smo zagotavljali na terenu 140 ur dodatne strokovne pomoči. Takrat nas je bilo 37 zaposlenih. Ob zaključku lanskega šolskega leta smo zagotavljali 530 ur dodatne strokovne pomoči. Letos na začetku nekaj manj kot 500 ur. Število zaposlenih se nam je povečalo na 63. Se pravi, v 9 letih iz 37 na 63. Srečo smo imeli do zdaj, da imamo kader ves ustrezen, se nam pa letos prvič dogaja, da ne dobimo učiteljev. Če se nam je, ne vem, 10 let nazaj na razpis prijavilo, ne vem, 100 učiteljev, pa to je resnična številka, tudi več, zdaj razpise ponavljamo in po 2-krat, 3-krat, 4-krat, pa se nam nihče ne prijavi. Tako da, ko bodo kadrovske razmere ustrezne, ko bomo zagotovili vse tehnične pripomočke, ko bodo učitelji izobraženi in ko bodo starši pripravljeni in otroci, smo osnovnošolski ravnatelji absolutno za, da se otroke vključi v redne oblike izobraževanja. Takoj, ko pa nekaj v eden izmed teh deležnikov izpade, takrat se mi pa zdi bolj primerno in v večjo korist otroka, da se ga vključi v zavod oziroma center. Seveda tukaj moramo tudi izpostaviti to oddaljenost. Ne vem, otroci iz Kranjske Gore težko prihajajo v Ljubljano, pa vendar, ne, otroci porabijo približno 3 ure dnevno za vožnjo in sami vemo, tudi če podrobno berete vaše poročilo, kako so njih slabše energetsko opremljeni, slabša sposobnost koncentracije in tako naprej. To predstavlja tudi velik izziv. Največja, mislim, da pridobitev bi bili regijski strokovni centri, ki bi imeli kadrovsko podporo na razpolago tehnično in bi pošiljali lahko te strokovne delavce po šolah v pomoč. Se pravi, če na kratko povzamem, vključevanje, inkluzija ja, absolutno, vendar ne divja inkluzija oziroma divja integracija ali kakorkoli hočete ta pojem poimenovati. Hvala. Omenili ste, da je v okviru projekta Mreža strokovnih centrov nastal tudi predlog glede zakonodaje. Lahko mogoče malo več poveste o tem delu? To bo verjetno dr. Černilc lahko tudi kaj o tem povedal.
Pripravili smo šole, ki smo bile vključene v ta projekt in med drugim tudi zavodi. Smo pripravljali neko sistemsko rešitev, nek nov zakon o delu, načinu dela z osebami s posebnimi potrebami. Tukaj mislim učence, mladostnike skozi cel šolski sistem. Vendar žal ta zakon, če prav razumem, ni šel skozi, predvsem iz tega vidika kadrovske podhranjenosti in pa finančnih posledic, ki bi jih potegnil za sabo. Ok, hvala. Ja. Doktor Črnilec, mogoče kar, če lahko se odzovete na to informacijo o tem predlogu glede zakonodaje. Zdaj, različne ravni izobraževanja imamo, tudi različne strukture. Pri zavodih, vzgojnih zavodih, ki delajo z otroki, ki imajo čustveno-vedenjske motnje, oni so prvi, pri katerih se je realizirala ta osnovna ideja o strokovnih centrih, tudi že na izvedbeni ravni. Malo kasneje smo v projekt vstopili tudi z zavodi za vzgojno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in pa s osnovnimi šolami s prilagojenim programom. Na koncu projekta seveda rešitev ni bila dana, so se pa naredili eni obrisi, ki bodo osnova pri snovanju sprememb in prenovi zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. To je tudi pravzaprav krovni zakon, ki je že leta 2011 najprej govoril ali pa prvi govoril o strokovnih centrih. In ta trenutek je stvar v nastajanju. Zakon je potreben prenove, se je pravzaprav tudi paradigma posebnih potreb bistveno spremenila in je treba v zakon pripeljati normativne podlage, ki bodo odražale današnjo stanje. Tako da je pa, se veste, kako s projekti. Jaz veliko izkušenj v življenju nisem imel, ampak s tem sem pa imel, pa še s področja socialne vključenosti. Projekti so bili pravi izziv za ustanove. Projekti so omogočili neko izvedbeno raven vsebin, ki nimajo podlag. In dobre izkušnje iz tega je treba v doglednem času implementirati. In v tej fazi, v tem trenutku smo. V redu. Morda sem še en kratek odziv na poziv gospe Kokalj glede dostopa do, bomo rekli, večjega obsega števila ur. To je nenazadnje tudi nekaj, kar je zagovornik zaznal v poročilu. Torej, kako kaže s tem, s to idejo? Zdaj pa moja, pa jaz nisem pravi sogovornik za tale odgovor. Se pa upam pohvaliti, da smo gluhim učiteljem v nekem doglednem času, ki sicer traja, omogočili podporno zaposlitev v tem obsegu 30 ur. Tudi smo dali pobudo, da bi se ta obseg zaradi specifičnosti vzgoje in izobraževanja povečal. Zakaj v resnici gre? Zaradi težav, ovir, primanjkljaj in motenj, pač sodelavci, ki so gluhi in naglušni, ne dosegajo na vseh področjih željenih ali pa pričakovanih ciljev, zato se jim omogoči podporna zaposlitev. V tem primeru je ta podporna zaposlitev tolmačenje. Ampak morate mojo sosedo na desni malo spodbuditi. Še gospa Dular mogoče dodate. Ja, v bistvu podporne zaposlitve, kot je bilo že povedano, ureja zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in poznamo to pobudo na ministrstvu in bomo dali tudi nek odziv na njo. Dobro. Morda še enkrat pozovem goste, ali bi se morda še dotaknili kakšne teme, ima kdo kakšen komentar na to, kar je bilo povedano? Sam še en primer dobre prakse, sem tam ravnateljico spodbudil oddelki na dislokaciji, kaj tudi zdaj direktorica moram, ravnateljica pa je govorila od Kranjske Gore pa tako naprej. Ja, izvolite, prosim, če lahko, samo sekunda.
Prostorska stiska na Zavodu za gluhe in naglušne je že dalj časa prisotna, sicer se kar nam tudi na tem področju nekaj dogaja, ampak to je bil eden izmed razlogov, da je bil narejen en resen razmislek, da bi se pa mi približali in se porazdelili oziroma s temi manjšimi inkluzivnimi oddelki v rednih šolah in tako sta do letošnjega leta delovala 2 oddelka na osnovni šoli Franceta Bevka, od letošnjega šolskega leta naprej pa 2 oddelka na osnovni šoli Lojzija Šuštarja, eden na oddelki osnovne šole Jarše in eden na oddelku Globoko, to je čistem dol blizu Krškega, tako da so otroci lahko v svojem domačem okolju. In pa na področju srednje šole, tudi zaradi razlog je pomanjkanje prostora, ampak se doda še zraven tudi ta pomembnost vključevanja. Hodimo pa 3-krat na teden z dijaki v Višnjogorski center, kjer imajo ustreznejše prostore za pouk, praktični pouk slaščičarstva in kuharstva, kjer izvajamo ta program, in pa kar 6 vzgojnih skupin, med drugimi tudi nekaj gluhih dijakov, je v dijaškem domu Dom Vič, kjer se tudi poleg bivanja v svojih skupinah je ta poudarek vključevanja v njihov redni način tudi prisoten oziroma imajo določene aktivnosti dorečene. Toliko mogoče. Dobro. Hvala. Zato, da bomo omogočili javno razpravo, bi zdaj dali priložnost seveda tudi gostom v občinstvu. Dovolite samo 2 prošnji. Z roko nakažite, da želite spregovoriti. Kolega bo prišel do vas z mikrofonom in malce počakamo, da lahko kamera se obrne in se usmeri na vas. Prosili bi seveda, da se predstavite, poveste morda, iz katere organizacije prihajate. Če imate konkretna vprašanja, potem prosim tudi povejte, komu je vprašanje namenjeno, oziroma seveda ste dobrodošli, da delite z nami razmisleke o tej temi. Kdo bi želel spregovoriti? Počasi. Kar izvolite. Lepo pozdravljeni, jaz sem Metka Knez, prihajam iz medobčinskega društva gluhih in naglušnih Avrih Kranj. Sem oseba s prirojeno gluho slepoto in pa sem doktorska študentka Univerze v Ljubljani, pedagoška fakulteta. In bi najprej iskreno se zahvalila dr. Črninku najprej, da ste mi pomagali skomunicirati, da se ta moj pripomoček uporablja, ker na ta način sem popolnoma enakovredno sledila razpravi. Pozdravljam prizadevanja, ki tečejo, da se stvari izboljšujejo. Bi pa samo na kratko podala prvo stališče našega društva, ki je takšno. Kolegice in kolegi, ki so starejši od mene, opozarjajo, da je slovenski znakovni jezik zelo dobrodošel kot sredstvo za poučevanje slovenskega jezika. Namreč tudi jaz osebno sem opazila že, da nekatere kolegice in kolegi v gluhih skupnosti ne razumejo pravnega razumevanja jezika. Govorim o slovenskem jeziku. Tako da podpiram stališče našega društva, da je potrebno skrbeti za sočasno opismenjevanje v slovenskem znakovnem jeziku in v slovenskem jeziku. Zato, ker le branje in izobrazba bosta kolegicam in kolegom iz gluhe skupnosti
omogočila samostojno življenje tudi v odrasli dobi. Druga točka, ki jo bom še tukaj izpostavila, pa je, prihajam iz visokega šolstva. Sem članica komisije Univerze v Ljubljani za vprašanja študentov, kjer sem bila iz prve roke seznanjena, da smo imeli gluhega študenta, ki ni imel pokritega tolmačenja. Ni bila težava v tem, da tolmači knjige in opravi storitev tolmačenja. Pojavilo se je problem plačila tolmača. Kar se mene tiče kot študentke, jaz imam polžev dadek in imam slušni aparat. Ne obvladam pa slušno govornega razumevanja angleškega jezika. Zato tudi uporabljam tolmača. In sem se iz prve roke soočila s problemom, da moram tolmača plačati za vavčerji, ker ni urejene refundacije med Ministrstvom za finance, Univerzo v Ljubljani in posameznimi članicami. Tukaj je nastala neka vrzel. Jaz bi lepo prosila, ta moja pripomba, ki jo zdaj prekoredujem, ni kritika na nobenega strokovnjaka ali vas gostov osebno, je zgolj pojasnilo, kakšno situacijo sem se jaz srečala. Glede na to, da sem se zaznala to situacijo na terenu, sem se odločila, da sem v podpori Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik in našo predstojnico oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, dr. Mileno Košak-Puder, pripravila pisno pobudo za komisijo za vprašanja študentov in Univerzo v Ljubljani, da bomo vzpostavili sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje in da bomo v doglednem času to uredili. Tako da, dragi moji, iskrena hvala, da se trudite za izboljšanje položaja. Verjamem pa, da lahko s skupnimi močmi naredimo še kaj dobrega. Hvala. Hvala tudi vam, gospa Knez. Jaz bi vendarle na tej točki morda dala besedo dr. Črnilcu, ali lahko kakšen odziv podate na to konkretno vprašanje. Vem, da je to z področja visokega šolstva, ampak vseeno. Zagotovo je vprašanje rešljivo, ampak to sekundo imam premalo informacij in podatkov, tako da vas bom Metka prosil za dodatne, ker v drugem delu ste govorila o sebi kot o prvi osebi, v prvem delu pa nisem razumel o kom. Razumete? Tako da vas prosim, da prek društva naslovite pošto na naše ministrstvo. Hvala. Imamo še interesente za razpravo. Samo trenutek, če počakate zaradi kamere. Izvolite. Moje ime je Mojca Vavpotič in sem predstavnica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki zastopa vse invalide in tudi otroke s posebnimi potrebami. Najprej bi želela se zahvaliti varuhu in seveda vsem sodelavcem, ki so pri tem sodelovali, da ste se lotili take velike raziskave pravzaprav. Bi pa podala predlog oziroma želela bi izraziti, da ta vidik bi bilo treba razširiti na vse otroke s posebnimi potrebami, ne le na gluhe, ker so težave res enormne. O tem smo spregovorili tudi na posvetu, ki je bil v Državnem zboru, prihodnost naših otrok.
Želela bi se zahvaliti predstavnici oziroma gospe ravnateljici, ki razmišlja pravzaprav zelo inkluzivno, kar mi je pravzaprav zelo dobrodošlo. Sama sem tudi predstavnica družin v okviru zakona otrok s posebnimi potrebami, kjer dobivam veliko informacij o teh, kaj se dogaja v šolah, v srednjih šolah. Zato mislim, da je na tem področju dejansko treba razmišljati, tako kot ste sama rekla, o nekih regijskih centrih oziroma mogoče tako, kot imajo v tujini in tudi že pri nas, tega ne smemo pozabiti, 2 šole pod eno streho. Mislim, da bi na ta način rešili veliko zadreg, veliko teh stvari, kar smo danes slišali, ker naši otroci, ki imajo posebne potrebe, imajo po zakonu o osnovnem šolstvu pravico šolanja v svojem šolskem okolišu. Res je, da vsi otroci morda ne zmorejo šolanja v rednem šolanju, ampak treba je po drugi strani pogledati tudi sliko drugače. Tako drugi otroci kot otroci s posebnimi potrebami so lahko zelo stigmatizirani, če se ne šolajo v svojem šolskem okraju, ker so potem izključeni iz domačega okolja in s tem izgubljajo socialno mrežo. To je pa za otroke, ki imajo kakršnekoli težave, še potem toliko težje in se težko vključujejo v vsakdanje življenje. Moje osebno mnenje, ker sem tudi mama otroka s posebnimi potrebami, ki ima danes 20 let in sva premagovala marsikatero težavo, je, da kljub temu, da smo bili mnogokrat na neki meji ali otroka prešolati v zavod ali ostati v rednem šolanju, se je izkazalo, da je danes popolno enakovreden državljan te države, da je lahko veliko bolj uspešen, kot če bi bil recimo nekje v eni inštituciji oziroma nekem zavodu, in da bo lahko tej državi tudi vračal to, kar je vanj vložila. Naj se dotaknem še štipendij. Štipendije za otroke s posebnimi potrebami menim, da bi absolutno morale biti čist posebej zapisane in predvsem ne samo zaradi tega, ker družine, ki imajo te otroke, so dejansko vedno bolj v slabšem socialnem položaju, ampak tudi zaradi tega, ker je treba vedeti, da vsi ti dijaki in študenti, ki imajo ta status in imajo seveda tudi neke prilagoditve, v svoje dele ogromno vlagajo, pa mogoče včasih njihovi rezultati niso enaki oziroma niso ovrednoteni tako, kot bi lahko bili. In tukaj recimo potem težko dosegajo ta kriterij pri štipendiji, da morajo biti 4,5 ocenjeni, če tega žal ne dosegajo in potem izpadajo iz tega nabora štipendistov. Tako da tle bi res predlagala, da se to pač tudi uredi. Hvala lepa. Hvala, gospa Vavpotič, za ta vaš prispevek. Izvolite besedo. Najprej, samo sekundo, kamera in naprava za ojačevanje zvoka. Ja. Izvolite. Ja, lep pozdrav še v imenu institucije Varuha človekovih pravic. Moje ime je Jože Ruparčič, sem namestnik varuha in bi pozdravil to organizacijo. Zahvalil bi se zagovorniku, da nas je povabil. Res iskrena hvala. Bi pa še to povedal, da izobraževanje je izjemnega pomena zaradi tega, ker ustvarja izhodiščne možnosti. Vključujoča družba je pomembna predvsem zaradi tega, ker aktivira vse potenciale, ki mogoče drugače ne bi bili izkoriščeni. Tako da iz tega vidika je pomembno poudariti to, kako je ta skrb recimo za drugačnost v družbi izjemnega pomena. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Filip, gospod želi besedo v prvi vrsti. Gospod Veršič. Kamera. Pozdravljeni, moje ime je Mladen Veršič in sem predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Spremljala sem to diskusijo in sem vesel vseh teh novosti. Lahko pa povem, da 40 let nazaj, ko sem obiskal Prekmurje, tam v zelo ruralnem okolju, in sem videla, da je ena hčerka v družini bila gluha, kreten niso uporabljali in starši so rekli, ne, znakovni jezik je prepovedan. Jaz sem vprašal, zakaj, sem se začudil in so potem bili začudeni, kako jaz funkcioniram, da lahko vozim, da imam vozniško dovoljenje, da sem vprašal, zakaj hči ne hodi v šolo in so rekli, ne, boljše, da je doma na kmetiji, in zelo se mi je zasmilila, to je bilo zelo v ruralnem okolju, no, tako da to je bilo velika diskriminacija in ta ni bila edina, še več sem takih srečeval in zato jaz razmišljam, ne vem, če morda še obstajajo take družine v zelo ruralnem okolju, da otroci ne bi imeli možnosti do šolanja. Ali imate kakšne te podatke? In pa še druga stvar, starši, ki imajo gluhe otroke, včasih jih vprašam, zakaj ne uporabljajo znakovnega jezika, in jih skrbi jih, da ne bi potem osvojili slovenskega oziroma govornega jezika, ampak jaz mislim, da to ni res, da je to znakovni jezik lahko osnova, da boljše osvojijo tuj jezik, slovenščino, no, tako, to je moje razmišljanje, ampak seveda vsi skrbimo za to, da bo gluhim v prihodnosti vedno boljše in lažje. Lepo pozdravljeni, moje ime je Jasna Urban, sem podpredsednica Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Moram reči, da sem zelo prijetno presenečena glede na tega, da napredujete v tem sklopu za izobraževanje. V preteklosti bila sem na zavodu, bila sem tudi integrirana, vidim precejšnja razlika od prej in kakor je sedaj. Tako da prijetno, no. Upam, da se bo to, mogoče bi dala samo še to, v bistvu to bom itak sama pač se povezovala z določenimi, glede integriranih otrok, ki so v rednih šolah, kako je njihovo sodelovanje z vami oziroma kako spremljate te otroke. Moje strani so spremljali takrat iz zavoda, to je bilo lepa izkušnja, ker se strinjam in podpiram, da je otrok integriran, kajti več znanja pridobi, pač da tudi v svojem okolju raste in se izobražuje, je to bolj za njega boljše, ne. Drugače pa čestitke, no. Hvala. Lahko? Torej, moje ime je Boris Kern in sem iz Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU. Absolutno čestitam zagovorniku načelu enakosti za to iniciativo, absolutno pozdravljam vsa priporočila ministrstvu. Mislim, da so bili tudi vsi prispevki vseh prisotnih zelo relevantni, zanimivi. Me pa zanima, kako je možno, da se organizira okroglo mizo o položaju gluhih brez gluhe osebe, ki bi bila aktivna članica te okrogle mize. Hvala. Jaz bi odgovorila, samo bi prosila napravo za... Aha, okej. Najprej na to zadnje vprašanje. Torej, naše izhodišče je bilo, da bodo za okroglo mizo sedeli naslovniki zagovornikovih priporočil. In kot ste videli iz uvodne predstavitve, gre pravzaprav za ključne deležnike v polju snovanja, izvajanja politik, torej vlade ali od drugih odločevalcev oziroma tudi tistih ustanov na področju izobraževanja, ki neposredno delajo z ljudmi. Ni pa seveda bilo mišljeno, da te debate ne bi bilo. Zato, kot vidite, danes tukaj sodelujejo tudi ljudje z različnimi oblikami invalidnostmi. Zato smo poskrbeli pač na ta način, da smo jih povabili. In mislim, da je razprava povsem enakovredna in odprta. Hvala tudi za vašo pohvalo. Bi pa zdaj še prosila morda za odziv
Gospod Veršič je postavil eno krajše vprašanje, pa vendarle morda pomembno, če je komu znano, če lahko povzamem, če so komu znani primeri, ko otroci, čeprav razumem z gluhoto, ne bi imeli možnosti vključevanja v izobraževanje, recimo na podeželju. Jaz moram reči, da kar se zagovornika tiče, pri tem našem procesu proučevanja za take primere nismo izvedeli. Gospod dr. Črnilec, verjetno. Sistem je postavljen tako, da se lahko vključiš v izobraževalni program, pomeni v redno osnovno šolo, ali v prilagojen program. Tako na področju vrtca, osnovne šole kot srednje šole. In seveda, programi so enakovredni, zato je na koncu spričevalo tudi enakovredno, le naziv šole je drugačen, s tem, da so prilagojeni programi nekaj obširnejši, zato ker imajo tako imenovane specialno-pedagoške predmete. Tisti, ki hodijo v redne šole, imajo možnost dodatne strokovne pomoči strani surdopedagoga, ki otroku tedensko 1 do 3 ure pomaga pri njegovem napredku oziroma odpravljanju primanjkljajev, težav in motenj. Načelno nimamo podatkov, da otrok, ki je gluh ali naglušen, pri vpisu v redno šolo ne bi bil tudi usmerjen, kar pomeni, da odločbo o usmeritvi ima in da specializirane institucije to informacijo imajo in tudi organizirajo ustrezno logopedsko oziroma surdopedagoško podporo in pomoč. Hvala. Morda še kakšno pojasnilo? Izvolite. Jaz bi tukaj dodal v bistvu obema iz zveze, bom poskušal dati odgovor. Zdaj, kar se tiče tega štajerskega področja, Center za sluh in govor Maribor je dejansko, kot ste rekel, najmlajša ustanova na tem področju, ampak edina, ki je v bistvu zrasla iz zdravstvene dejavnosti, kar pomeni, da je naša prepletenost z regionalnimi zdravstvenimi domovi in posledično porodnišnicami do te mere vzpostavljena na nivoju, da so v porodnišnicah obveščeni, da v primeru, da ob rojstvu zasledijo odsotnost sluha ali kakršenkoli napačen odziv tega novorojenčka, za področje sluha kontaktirajo Center za sluh in govor, kjer imamo mi tudi tim za to zgodnjo obravnavo. In kasneje imamo dosti dober pregled nad gluhoto in naglušnostjo na področju, bom rekel, severovzhodne Slovenije. V tem trenutku pokrivamo nekaj manj oziroma nekaj več kot 35 otrok, vrtec in osnovna šola, gluhih in naglušnih z surdopedagogom, z tedenskimi obravnavami. Hkrati tudi, bom rekel, vsi centri imamo v svoji organizacijski obliki tudi organizacijske enote zdravstvene dejavnosti, kar pomeni, da v okviru javne zdravstvene mreže nudimo storitve surdopedagoške storitve, logopedske storitve in vse ostalo, bom rekel, multidisciplinarno. In tudi tam beležimo in vodimo seveda evidence o zaznanih naglušnosti oziroma gluhoti pri naših pacientih. Prav tako je Center za sluh in govor Maribor organizator edinega posveta o polževem sadku, ki se bo zgodil letos novembra v Mariboru, kjer na vsake 4 leta in strokovno in laično javnost in pa uporabnike seveda seznanimo z novostmi, z primeri dobrih praks in, bom rekel, od vzgojno-izobraževalnega do čisto specifično subspecialno zdravstvenih spoznanj. Da pa govorimo o porastu tega, kar je prej kolegica Aleksandra govorila, otrok s posebnimi potrebami, bi pa samo dodal, da se zavodi, torej 3 centri za sluh in govor Maribor, 3 centri za sluh in govor, kot nas poimenujemo, srečujemo z porastom in vključenih otrok. Govorimo o tem, kar je prej gospa govorila, o različnih posebnih potrebah in pa s porastom povpraševanj po dodatni strokovni pomoči strani logopeda. In surdopedagoške praktično zagotavljamo. Logoped pri govorno-jezikovnih, tam se nam zalomi in številke, ki si jih prej navajala, so pri nas pač številke zavrnjenih vlog vsako leto, ker dejansko nimamo kadra, ki bi to pokrival. Praktično je število vključenih otrok v teh zavodih v zadnjih 6-7 letih potrojilo.
število zaposlenih prav tako in tudi sami se srečujemo z deficitarnostjo kadra, ne samo osnovnega kadra, ampak specialnih kadrov, to pa je že prej gospod Černilec malo naznano, da se dela tudi, bom rekel, na nivoju sistema v tej smeri, da bi se razširilo možnost izobraževanja teh, bom rekel, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov oziroma logopedov na Univerzi na Primorskem. Jaz bom rekel, da razumem stališče gospe, ki je rekla, ali bi šli v zavod ali ne v zavod. Tudi vsi direktorji, ravnatelji specialnih ustanov si želimo, da bi otrok lahko funkcioniral v domačem okolju. S tem, da se pa moramo zavedati, bom pomožko odkrit, dejanskega stanja, da včasih domače okolje ni pripravljeno sprejeti takega otroka. Mi govorimo vsi o inkluziji, pa je to en zelo lep pojem, ki ga tisti, ki v tem delamo, vemo, da rabimo še ogromno. Ne zdi se mi potrebno zdaj zapenjati o pripravljenosti večinskih osnovnih šol o tem, da bi gostili naše oddelke po različnih krajih, ampak še v času, ko je gospod Černilec sedel ali pa vi sedel zraven mene, smo na pobudo nas in ministrstva preverjali možnosti, da selimo naše delo v lokalna okolja, odkoder prihajajo. Ne vem, če imamo mi, zdaj bom karikiral, iz Murske Sobote 6 otrok, da naredimo en oddelek v Murski Soboti. Pa se nam je zalomilo zaradi pripravljenosti ali pa nekega strahu o tem, kaj se bo dogajalo. Na koncu pa vidimo, da kolegica Bernarda pelje zdaj dislocirane enote z izzivi, ki spadajo bolj organizacijske narave, ampak v drugih krajih. Tako da jaz si mislim, da smo mi ustanovljeni z nekim razlogom, z nekim poslanstvom, da vsakemu temu drugačnemu, ki je pri nas ta drugačnost, naravnost, omogočamo neke čim bolj optimalne možnosti za nadaljno funkcioniranje, vključevanje in pa življenje nasploh. To je toliko. Hvala. Bi še vi, gospa Kokelj? Mogoče še en tak premislek še. Mi smo kot institucija smo vključeni v HIPN organizacijo, to je organizacija zavodov oziroma institucij v evropskem merilu vodstvenih delavcev, v evropskem merilu, predvsem gluhih, za gluhe in naglušne, zdaj se nekako širimo tudi, da se povezujemo s slepimi. Ampak eno izkušnjo iz teh 7 let vključeno v to mednarodno institucijo je, da se v vseh državah soočajo z podobnimi vprašanji, s podobnimi izzivi. In tisto, kar je dragoceno, je, da ko prideš skupaj, pa si par stvari poveš, tako bom rekla, po domače, ob kavi, s čim se soočaš v svoji hiši, pa ti nekdo reče, veš kaj, mi smo imeli tudi tak problem, pa je mogoče to država, ki ima veliko več po procentih vključenih otrok v svoje ustanove, pa smo rešili na tak način. Ne? In se mi zdi, da je to povezovanje na mednarodni ravni, daje tudi eno zaslombo, da gremo po pravi poti naprej. Toliko mogoče. Ja, hvala. Še gospa Valančič? Samo še en komentar mogoče gospodu, ki je omenjal otroke, ki so skriti, gluhi. Tukaj pri nas je potrebno pozdraviti pa pohvaliti tudi zdravstvo. Potrebno je omeniti preglede 3-letnikov in pa preglede vseh otrok pred vstopom v šolo. In kot pač imam prakso v zvezi z zdravstvenimi domovi, družine, ki se ne odzovejo tem vabilu na psihološki pregled pri 3 letih, večkrat pozovejo in skoraj da ni otroka, ki bi padel skozi sistem pred vstopom v šolo. No, tako da mislim, da verjetno se kje kakšen otrok še najde, ampak mislim, da to zna biti ena velika redkost. Kar se tiče še dodatne strokovne pomoči, ja, tako kot je kolega omenil, surdopedagoge si šole s prilagojenim programom, ki izvajamo dodatno strokovno pomoč po rednih šolah, izposojamo od centrov in zavodov. Mi imamo srečo, da imamo zaposleni 2 logopedini, ampak če sem odkrita, lahko bi jih ta trenutek zaposlila 4 najmanj. Problem je porast govorno-jezikovnih motenj v najzgodnejšem obdobju. To je opazno sploh zdaj v času po koroni,
ko so otroci prišli, govorim iz izkušenj, ki jih imamo na Jesenicah, z nekim svojim jezikom, mi rečemo, da govorijo jeseniščino, ki ni ne slovenščina, ne angleščina, ne bosanščina, hrvaščina, srbščina, ampak je skupek nekega vsega skupaj. In problem v tem je, če otrok nima maternega jezika, se ne more učiti niti tujega. Verjetno je problem, seveda, ekranitis, kot rečemo lepo, ampak korona nam je poleg določenih stvari, ki so se izkazali za zelo dobro, pustila tudi hude posledice na področju govora in jezika, ter pa seveda duševnega stanja otrok. Hvala. Hvala še za ta dodatna pojasnila. Jaz vidim še kar nekaj obrazov v občinstvu, ki vem, da ste predstavniki nevladnih organizacij z področja položaja in pravic gluhih in gluhoslepih. In še spodbujam k razpravi, ali bi želel še kdo razpravljati, postaviti kakšno vprašanje, dodati kakšen razmislek. Samo trenutek, ja, kolega prihaja. Samo še malo. Izvolite. Lepo pozdravljeni, moje ime je Doroteja Perše. Prihajam iz vrtca Koper. In najprej se zahvaljujem seveda za vsa ta priporočila, ki so bile danes predstavljena. Z njimi lahko nekako povežem kar veliko vzporednic, predvsem pri teh izzivih, ki se nam porajajo tudi v predšolskem obdobju. Namreč rada bi opozorila tudi na to, da se pomen zgodnje obravnave in seveda pomen tudi zgodnje oblike pomoči, ki jih ponavadi začnemo že v vrtcih. Tako da tudi v našem vrtcu imamo primer gluhega otroka, slišečih staršev, in se seveda, ker je dobil pozno tudi polžev sadek, še zaenkrat ni razvil govora in tudi njegov naravni govor je v bistvu znakovni jezik. Zato smo morali skupaj v okviru strokovne skupine za zgodnjo obravnavo vrtca oblikovati nek načrt dela, kako bomo vzpostavili tolmača v sam oddelek. In naj rečem, da je bilo to kar eno tako megleno področje, kjer se nismo točno vedeli, kam se obrniti. Zato smo se potem po pregledu aktualnih zakonov videli, da je to vsekakor mogoče, in ga tudi z letošnjim letom vzpostavili. Rada bi rekla, da je ta otrok posebej v rizični skupini tudi zaradi tega, ker prihaja iz tuje govorečega okolja in je torej dvojno rizičen. Je otrok s posebnimi potrebami in tudi domače okolje je takšno, ki potrebuje veliko pomoči in zagotovitev tudi pomoči staršem pri učenju znakovnega jezika, zaradi tega, ker zdaj doma nima te podpore s strani za komunikacijo in je v bistvu trenutno veliko odvisno tudi od samega vrtca, koliko bo tej družini pomagal. Tudi finančno smo mami omogočili začetni tečaj znakovnega jezika, ki pa seveda ni dovolj. Zdaj, jaz upam, da se bo s temi priporočili tudi uredil ta problem, pomagati slušečim staršem, da lahko v bistvu doma z otrokom sploh komunicirajo. In po drugi strani tudi ne pozabiti na vrtce in na naše okolje, zaradi tega, ker mi smo prvi, ki pristopimo k tem primerom, sploh v vrtcih rednih vrtcev z izvajanjem prilagojenega programa in dodatno strokovno pomočjo. Tako da bi vas v tem prostoru zdaj tudi nagovorila s to težavo. In še enkrat vsem hvala. Hvala tudi vam. Morda kakšen komentar na to opozorilo? Vrtci, ljudje iz tujejezičnih okolij v povezavi z otroki s posebnimi potrebami. To se tudi kaže kot en izziv, mogoče tak prihajajoč bolj še.
Dobro, če ni več interesa, bi zaključili odprto razpravo in tale današnji dopoldanski dogodek. In za zaključno besedo dajem besedo zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku. Spoštovani gostje na obeh straneh današnjega dogodka. Hvala lepa za zelo intenzivno sodelovanje na tej okrogli mizi. Za najprej gospodu Černilcu, gospe Kokalj in gospodu Rumežu za dragocena dopolnila aspektov dela vaših institucij vam v nekdanji vlogi in odsev tega napredka v teh treh zavodih. Dragoceno dopolnjuje posebno poročilo, za kar se vam tukaj še enkrat posebej zahvaljujem. Potem seveda tudi vam, gospod Černilec, za pojasnila o korakih, ki jih je Ministrstvo za izobraževanje že začelo v zadnjem obdobju, torej nadaljevalo ali pa grejo v smeri naših priporočil. In jih bomo pri zagovorniku načela enakosti spremljali v smislu, kakšne spremembe prinašajo na tem izredno širokem in zapletenem področju. Gospa Valančič, tudi vam hvala za razširjanje aspekta. Večkrat je bila tudi med sodelujočimi omenjeno vprašanje otrok s posebnimi potrebami in kompleksnosti tega izziva, ki se mu bomo pri zagovorniku v prihodnje tudi še posvečali. Nazadnje tudi gospe Dular hvala za predstavitev stališč ali pa situacije na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, s katerim pa ne moremo biti zadovoljni, ker nismo slišali napredka na področju posebnih štipendij. In bomo to temo z ministrstvom kar še odpirali, tako kot tudi pravilnik, ki bi implementiral 8. člen ZIMI-ja. Za nas to ostaja na mizi. Namreč, imeli smo zelo produktiven sestanek z ministrom za šolstvo in ekipo pred dobrim mesecem, vendar tam je bilo tudi v eni točki ugotovljeno, da je tolmačev premalo. Kaj drugega pa je odgovor na to situacijo, kot tudi več štipendij. Dolgoročno seveda. Hvala tudi vsem, ki ste prišli iz nevladnih organizacij. Tudi vaš glas bomo pri zagovorniku načela enakosti še naprej beležili in ga komunicirali naprej. Zato vas vabim, da tistim, ki se mize niso udeležili, pa mislite, da jih zadeva lahko zanima, vse skupaj, da si jo ogledate. Mi smo vložili dodaten napor, da smo to okroglo mizo posneli, da so tudi vsi sodelujoči zabeleženi, kajti naše izkušnje pri zagovorniku načela enakosti so, da kadar gre za zapletene strukturne izzive družbene, je dobro večkrat poslušati, prebrati, opazovati tudi diskurze, s katerimi posamezni akterji stopamo v razpravo in tako pravzaprav videti, kje so možnosti napredka, kje so izrečene stvari, ki jih tudi sami morda ne slišimo prvič, kadar so nam povedane. Tako da, hvala lepa vsem za udeležbo in za vaše dragoceno delo.